novinarski konferenci župana občine Ravne na Koroškem dr. Tomaža Rožena. Tokrat je zadnja pred poletnim oddihom. Seveda bomo veseli, če se boste tudi med poletnimi počitnicami obračali na nas z vprašanji, temami in dilemami, saj le preverjena dejstva o današnjem informiranju nekaj štejejo. Današnjo novinarsko konferenco pa bomo izkoristili za predstavitev pomembnejših vsebin sprejetih strani občinskega sveta in dela same lokalne skupnosti. Pa naj se vam že zdaj zahvalim za vaš čas in za to, da ste nam dali priložnost, da povemo, kakšna so naša tekoča prizadevanja. Pa najprej kar k poročilu o 19. redni seji občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Preden predam besedo županu, naj povem, da je seja obsegala 18 točk dnevnega reda. V vsebinskih točkah so svetnice in svetniki obravnavali novelacije različnih tekočih projektov oziroma načrtovanih projektov, med drugim tudi sprejem celostne občinske prometne strategije, pa načrt za novi vrtec po 44 letih si Kotlje zaslužijo tudi novo gradnjo enote vrtca Ravne in še o rebalansu občinskega proračuna ter o pravilniku za kmetijske spodbude. Toliko na kratko, pa bom besedo kar predala županu dr. Tomažu Roženu, prosim. Ja, najlepša hvala. Kot je rekla sada Janja, je to nekako načrtovana pač ta zadnja predpoletna tiskovna konferenca, okolikor ne bo kaj res izjemnega, so da bi v tem rednem smislu zadnjič pred jesenjo poročali pač javnosti oziroma medijem o tem, kaj se je na občini dogaja oziroma kaj je bilo na zadnji seji občinskega sveta, ki je bila prejšnji teden. Zdaj, glavnina točk in pa ključno z rebalansom proračuna je bila namenjena posodobitvi dogajanj projektov iz sanacije. Občinski svet je pravzaprav posodabljal, noveliral, prilagajal investicijsko dokumentacijo investicijam, ki potekajo po sanaciji. Na Ravnah poteka intenzivna sanacija glede na poplave avgust 2023 in v duhu tega je bilo treba posodobiti investicijsko dokumentacijo za cesto Duler-Cofl, potem za Plac Šrotnjek, za Dolinski vodovod faza 2, za Tovsti vrh 13, za cesto v Podkraju, cesto v naselju Kefromlin. Vse to so dogodki, na Ravnah imamo okoli 80 dogodkov iz takratne poplave in teh 80 dogodkov je v rebalansu, je v občinskem proračunu in danes, mislim, prejšnji teden smo spreminjali torej recimo nekje 7-8 investicijskih dokumentacij, večinoma gre to za prilagoditve razmeram na terenu. Tako da drugače pa, če se ostavim tu pri sanaciji, no sanacija poteka zadovoljivo, sami smo si predstavljali nekoliko hitrejši potek, predvsem pri urejanju pa bi rekel administracije oziroma tako imenovane papirologije, pogodbenih razmerij med občino in pa financerjem. Izboljšalo se je od teh 88 dogodkov, no govorim o izboljšalo se je sodelovanje za državno tehnično pisarno, njihovi recenzenti so dejansko šli na višje obrate, delajo bolj hitro, teh recenzij državne tehnične pisarne imamo že kar veliko, pozitivnih recenzij, medtem ko samih sofinancerskih pogodb z Ministrstvom za naravne vire in prostor, pa žal ni še tako veliko, kot bi si želeli, oziroma kot seveda tudi potekajo same sanacije. Zakaj potekajo že sedaj? Potekajo zato, ker so se začele že v predhodnem programu, nadaljujejo se v tako imenovanem rednem programu in tu pravzaprav je glavnina naših aktivnosti. Večja, kot jo vidite, je seveda kulturni center Ravne, ki sicer ni bil predmet seje občinskega sveta, ampak vendarle seveda, če govorimo o sanacijah, mimo ta velikih ne morem. Kulturni dom se torej posodablja, kulturni center z več dvoranami, no, zato seveda to ni kulturni dom. Zaključuje se sanacija osnovne šole Koroški Jeklarji na Javorniku in tudi prva faza obnove Dolinskega vodovoda, končanje most na Dobrijah in pa dela se tudi večje število, bi rekel, protipoplavnih ukrepov na občinskih cestah, tako da bi lahko rečem, da je v tem trenutku zagotovo več kot 20 gradbišč v sami občini, so v različnih fazah, nekje so seveda še, bi rekel, pripravljalne faze, spodnji ustroj cest, nekje pa so tudi že zaključeni, tako da najbrž tudi spremljate našo spletno stran, ker Janja, bi rekel, promptno organizira te otvoritve, ker želimo seveda tudi javnosti sporočiti to, kar se dela, kajti seveda opažamo, da občani iz različnih delov občine ne vejo, kaj se v drugem delu občine dogaja in edina opcija je, da jih obveščamo preko lastnih komunikacijskih kanalov in pa so tudi preko medijev.
In v glavnem je tudi rebalans proračuna, ki je bil na tej seji potrjen, pod točko številka 14, bil namenjen torej posodobitvi oziroma posodabljanju poteka sanacij, z izjemo investicije, ki rečemo novogradnja vrtca Kotlje. To pa je bila nova investicija potrjena na občinskem svetu na tej seji. Gre pa za to, da imamo seveda na Ravnah 3 vrtce, popolnoma novega na Ravnah v mestu Ravne, potem imamo srednje novega v naselju Javornik, ki ga počasi postopno posodabljamo, smo ga tudi že nadgradili z 4 enotami, zadnji pa ostaja vrtec Kotlje, star iz leta 81 grajen montažni vrtec, na katerega nas že nekaj časa opozarjajo, da je na meji, bi rekel, na meji pogojev, da lahko seveda izvajajo predšolsko vzgojo, ker pa je napovedan razpis Ministrstva za šolstvo za prihodnja 3 leta, 26 oziroma 4 leta, smo pospešili priprave za torej pridobitev gradbenega dovoljenja za nov vrtec v Kotljah, 750 kvadratov velikosti za 5 oddelkov, je bil sprejet torej načrt, v bistvu gre za preprost vrtec, kot prizidek večnamenski dvorani Kotlje, kjer bo v bistvu tudi prehod iz vrtca v dvorano, in to je občinski svet potrdil z namenom, da se, ko izide v mesecu juliju razpis, v mesecu septembru torej prijavimo za to novo gradnjo, in to je bila v bistvu noviteta na tej vsej občinskega sveta. Če govorim zdaj o točkah novelacij dokumentacije do samega rebalansa proračuna. Toliko mogoče tak brief na začetku, o 14 točkah dnevnega reda. Če je tu zdaj kaj v tem smislu. Če ne, pol naprej je bila sprejeta, kot je že omenjeno, celostna prometna strategija. To je strateški dokument, ki ga pravzaprav delamo vse občine v Sloveniji. Gre za premislek o tem, kaj so problemi v prometu, kaj so problemi, kakšne so rešitve. Ta dokument je bil potrjen na občinskem svetu, sedaj gre v potrditev na Ministrstvo za infrastrukturo. Tudi ta potrditev dokumenta v relativno kratkem roku ni slučajna, kajti spet se pripravlja razpis za novograd, 4 sklope Ministrstvo za infrastrukturo razpisalo. Na Ravnah se bomo pripravili predvsem za izgradnjo kolesarskih in peš poti, kar se tudi nakazuje ta usmeritev celostne prometne strategije občine Ravne na Koroškem, kjer spostavljajo, pravzaprav so se ukvarjali z vsemi vidiki sodobnega prometa, od hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa in pa tudi motornega prometa. In ta dokument je bil potrjen, gre za strateški dokument, ki ima tudi operativne nastavke, in občinski svet ga je po razpravi potrdil. Razmislek, ki je bil tu upravljen v tem javnem smislu, je bil glede parkiranja. Sva se v dokumentu ukvarja tudi kot s pomembnim aspektom prometa, ki se mu reče parkiranje oziroma statični promet, kjer je pač občina Ravne ni edina, ampak ena tistih, ki še nima vzpostavljenega sistema plačljivega parkiranja. In na določenih točkah nevralgičnih, to je predvsem okolica zdravstvenega doma Ravne, ki je seveda regijski oziroma vsaj medobčinski zdravstveni dom z ambulantami, ki presegajo samo potrebe naših občanom, in pa doma telesne kulture oziroma športnega parka, ki sta dve, bi rekel, kritični situaciji za promet, so bila razmišljena torej vzpostavitev plačljivega prometa, plačljivega parkiranja, kar pomeni večji začetni vložek, potem pa seveda za to parkirnino nekako se te investicije v ta sistem povrnejo, o tem se bo upravil razmislek. V vsakem primeru pa kliče prometna situacija, parkirna situacija po ukrepanju, in bomo jeseni predlagali torej kratkotrajno parkiranje oziroma poslovno cono na območju športnega parka, in pa zagnali tudi investicijo v garažno hišo okoli zdravstvenega doma Ravne, ampak o tem bomo potem več poročali, in pa prijavljali se bomo tudi za izgradnjo kolesarskih poti, kot predvideva razpis, torej iz mesta Ravne na naselje Čečovje, iz mesta Ravne oziroma iz naselja Javornik skozi mesto in pa tudi v naselje Strojnska reka. To se pripravlja že projektna dokumentacija, in podlaga temu je ta celostna prometna strategija, ki je bila pač sprejeta in je sedaj to uradni dokument. Potem, če tukaj... Se pravi, predvidite, kaj bo poskusno, kaj je omejeno parkiranje?
Ja, pri DTK planiramo modro cono, no. Debata je samo še o 2 točkah, za koliko časa ne bo dovoljeno pač parkiranje brez, dovoljeno, no, pravzaprav 1 uro ali 2 uri, in pa kako rešiti potrebe zaposlenih, ki tu delajo, no, ali bodo lahko kupili abonmaje, tudi okoli mestne hiše, no, naši zaposleni morajo kupiti abonmaje na javnih parkiriščih, in pa ljudje imajo tu, mislim, da 1 urno parkiranje imate, no, zdaj tudi ure gr popravim, bi mogli imeti. In podoben sistem bi se spostavil torej na DTK-ju. V razpravi 1 ali 2 uri, tu sta 2 najbrž. Na tabli piše. Mislim, da sta 2. No. Redarska služba je vedno močnejša, v Mežiški dolini pa v Dravogradu imamo skupni organ občinske uprave, redarska služba, sedaj mislim, da zaposlujemo novega redarja, bodo že 4, no, teda bo tudi tu en ukrep, da se spostavlja red pri parkiranju. Več očitkov včasih dobimo, no, da pač redarji so premalo prisotni na terenu, govorimo pa so bolj v teh nevralgičnih točkah, no, ki se pač tu pa tam naberejo. Teda parking na DTK od bazena letnega pa gre do tam, kjer je v bistvu zdaj prosto parkiranje, bo čez celo modra cona. Modra cona bi bila od tiste neizgrajene rampe naprej, oziroma tistega mini krožišča. Če veste, tako ni glih krožišča, en tak. Ja, od tam naprej bi bila modra cona, do tam bi bilo prosto, no, lahko imaš 8 ur, oziroma lahko imaš pač cele dneve. Od tistega naprej bi bila pa modra cona, no. Teda odpad v bistvu od križišča, od samega začetka odcepa pa do tistega mini krožišča je še pa vedno bi ostal prosto. Tako, ker to je problem dijakov, ki hodijo v šolo, oni so 5, 6, 7 ur v šoli, hodijo zdaj zgor parkirati, bi spoda mogli pustiti, no. In pa tudi obiskovalci, ki bi bili več kot 1 ali 2 uri, no, to je še zdaj debata, bi mogli spoda parkirati, no. Če greš za več kot 1 uro, v bistvu bi se par problemov s tem rešilo, v celoti pa sva ne, no. Ker zgoraj je tudi v bistvu problem pri knjižnici, tam za knjižnico so v bistvu, mislim, da 3 parkirišča, ki pa so praktično skozi zasedene, ja, tako. Ta ukrep je za septembrsko sejo pripravljen, mora biti še malo podiskutiran z zavodi, no, predvsem pa celo ta skupina interesna, ki se je reče zaposleni, šole imajo rešene, ker imajo svoje parkirišča, medtem ko naš zavod za šport pa knjižnica pa so imajo tudi zaposlenih. Šola ima pa v lasti svoja parkirišča, srednja šola ima tek svojo rampo, gimnazija ima pa tudi v lasti, pri investicije ministrstvo si vzelo parkirišča, ja. Ta šola ima to rešeno. Potem smo imeli še spremembo pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva. Tu gre za manjše popravke tega pravilnika, posodobitev v bistvu v skladu z zakonodajo, nič pravzaprav pretresljivega. Občina sicer tu vlaga manj sredstev, no, na področju kmetijstva. Kmetijstvo je nekako svoj resor, ki ga pokriva država, tudi z evropskimi skladi. Zato tudi mi to v manjšem smislu sofinanciramo določene vsebine. Mislim, da je postavka 10 000 evrov v občinskem proračunu. No. Ampak zato je tudi pravilni kriterij merila, kako ta denar podeljujemo. To je bilo pravzaprav vse, kar je bilo na tej seji občinskega sveta, no, tudi da bi s to točko Janja zaključil. Če se pa kaj vsebinsko še navežemo, pa ni problem. Ja, lahko te vprašam. Jaz bi za te sanacijske projekte, v tem vodovodu, sicer sem nekaj spraševala, pa to nisem kaj pisala. Se pravi, je kar velika investicija, ne? A se torej v celoti iz teh sredstev popoplavne sanacije financira, pa torej kaj vse zajema, pa zakaj, mislim, delate nekaj tudi v občini Mežica, ne? Povejte mogoče nekaj. Ja, za vodovod sta 2 fazi, to je najlažje tako, da razložim. Prva faza že poteka in je že v bistvu iz predhodnega programa in potrjena in obsega kompletno zamenjav salonitnih, zelo starih, dotrajanih, tudi po poplavi uničenih cevi, od lokacije meje z občino Prevalje pa do Navrškega vrha, torej v bistvu celotni vodovod iz smeri vodonosnika Šumc se menja v tej prvi fazi. V drugi fazi, ki je bila tudi na občinskem svetu potrjena, pa menjamo vodovod iz vodonosnika Kotlje, torej Kotlje Ravne, to je nekako najlažje razložiti do naselja Šance, kjer v bistvu že pride nov vodovod in pa tudi del vodovoda v občini Mežica, kjer pa gre od tega izvora Šumc, kot sem rekel, do samega naselja oziroma mesta Mežica. To je sprojektirano, to je zdaj v obdelavi državne tehnične pisarne
In po teh obeh fazah bo pravzaprav Mežiška dolina v celoti, ker v intervencijskem času se je menil vodovod Petrolova oziroma pa tam tisti del Prevale, vstop Prevale pa do Mežice, po teh dveh sanacijah bo pravzaprav Mežiška dolina imela popolnoma nov vodovod z novimi sodobnimi temi cevmi, ki jih vidite ob cestah ležijo in to je to. No. To je to. Ja, to je poplavna sanacija, ker se je ugotovilo, da je to bilo dotrajano, da je to tudi poplava dokončno uničila. Ni še sicer to dokončno dorečeno, da bojo odobrili, ampak v bistvu je ta ideja, da se ta vodovod sanira ob teh poplavah. No. Da ne gre zgolj za to, kar je bilo čist direktno uničeno, kar je bilo posredno uničeno, je dovoljeno v tem razvojnem smislu tudi zamenjati iz teh sredstev. To je naš načrt in kolikor spemo, bo to res, bi rekel, velika poteza za naprej. Mislim, da je ta druga faza ocenjena na 5 ali 6 milijonov evrov. To je zdaj stvar druga faza, mislim, da samo druga. Samo druga. To je pač v bistvu stvar projektantov oziroma gradbene stroke, da to načrtujejo. Če dobimo ta denar, bo to zamenjeno na roku leta in pol. Bo to 2-3 gradbišča do konca 26. No. Državna tehnična pisarna se ukvarja s tem, projekti so oddani, načeloma je bilo rečeno, da bo to šlo skozi, potem pa še ministrstvo pogodbo, pa lahko začnemo. No. V finančnem smislu je pa to največje v bistvu poleg kulturnega centra. To bo, ko se bo črta potegnila, bo to definitivno največja investicija, sploh če govorimo o celem vodovodu. No. Ker mislim, da je bil ta del v intervencijskem času narejen že z več kot 5 milijonov evrov. No. Največja investicija bo bila sanacija. Mislim, da bo to, ja. Tako, za vse 4, oziroma 3 občine, pardon, Črna ni vključena, Črna ima svoj vodovod. Ja, to v finančnem smislu največje, ja. Ko bo končano. Kako poteka kulturni center, dinamika? Kulturni center dinamika je zadovoljiva, no, zdaj, če na terenu vidite, strehe še ni, no, ampak so zelo blizu, do jeseni je načrtovano, da bo pod streho objekt, kar pomeni, da se začnejo lahko obrtniško inštalacijska dela. Tako da rok nekje, mislim, da je 1. september, drugo leto, je zaenkrat še ni ogrožen. No. Je še v časovnici. Tako da dela v redu potekajo. Tudi tu potekajo še, bi rekel, del papirologije sporedno. No. Državna tehnična pisarna recenzijo že dala pozitivno. Finančna konstrukcija je bila na prejšnji seji potrjena, posodobljena. No. Pogodbe z ministrstvom še ni, no, tako da pa načrtujemo, da bo. No. Ne, center še ni. Pogodba ni zalagamo v resnici sami, zato ker je bila v predhodnem programu že. To smo iz predhodnega programa počrpali toliko sredstev, da lahko izvajalci delajo. No. Pogodba za redni del še ni potrjena, bolj natančno. No. Ja, za predhodni pa je. Ker tam je bila ena pogodba za vseh 15 investicij, no. Zdaj pa vsaka pogodba posebej prihaja. No. In tu se jim zatika. Tako da. Soboto, ni bilo. Razen Parjaškov, pa križišče pri Tušom, kjer imamo reklamacijo izvajalca, no, kjer nastaja neka luža, no, ampak na javni infrastrukturi, medtem ko objekti niso imeli zalitih. No. Gasilci so intervenirali, ampak so čistili jaške, no, naše jaške. Za nas, moram reči, da Mežiška dolina ima to srečno pozicijo, no, da črpa vodo Uršlje gore in Pece in ni bilo razglašena še. Vse po mojih podatkih na strani poveljnika oziroma služb ni bila razglašena požarna nevarnost, ja, ne pa omejitve vode. Ja. Je vode še dovoljno, bilo. Zdaj pa sploh se polnijo tolmuni, vodonosniki pod zemljo. Izjemno imamo srečo z Peci, Peca ima izjemno dober vir, no, Šumc, kjer teče več kot 80 litrov na sekundo, ravne pa rabijo dobrih 30 na sekundo, poprečno, no, tako da voda v bistvu teče mimo. No. Je toliko, da jo spuščamo mimo sistema. Osnovna šola Koroške Gare se pa torej zaključuje? Ta sicer se končuje, tako je na 95%, zdaj se šola zaključila, no jeseni pa bomo imeli pa otvoritev. No. Malo večjo, kot pa te naše ceste. Za novo gradnjo vrtca v Kotlah pa torej v bistvu, če boste uspešni na razpisu ministrstva za šolstvo. Ja, napoved je ministrstvo za šolstvo, da bo financiranih 50% upravičenih stroškov. To pomeni realno, da bomo dobili 30 do 40% financirane investicijo. 700 kvadratov je velika, pa še ekoskladno.
Teda tu računamo, da bi v 26 ali 27 letu proračun zmogel to novo gradnjo. Kupujemo posebno zemljišče, da bo lahko vrtec obratoval tudi med samo gradnjo. Zemljišče v neposredni bližini. No. Tudi tu zadeva vse poteka v to smer. No. Aha, zemljišče kaj je od zasebnika? Zemljišče je v bistvu cerkve. No. Tako, nov vrtec stav, ja. Prizidek je dvorani, držal se bo dvorane. No. Ja. Kaj pa je s tem stolpom, ko je bil planiran? Ja, stolp je omaknjen, bil je planiran, da se prijavimo na ta razpis sklada regionalnega razvojnega sklada. Žal se je pokazalo, da je stopnja financiranja preniska, zgolj 350 000 evrov bi se dalo dobiti. Stolp je na tej lokaciji, ki je bil planiran, stal preveč, pa tudi sama lokacija je bila v bistvu nepremišljena v smislu druge rabe, kot pa za turizem. No. Kajti želimo si, da bi stolp stal bolj blizu same tehniške dediščine, da bi omogočal celo to, kar si že dolgo želimo, da bi v bistvu bil pristop k muzeju brez te vratarnice, da bi stolp bil izkoriščen tudi z enega, bi rekel, prehoda čez to cesto. In ker ni bilo te dodane vrednosti, neugodna finančna konstrukcija, arhitekturno tudi pravzaprav relativno slabo dodelan, smo se odločili to omakniti za nedoločen čas. Bomo pripravljeni, ukolikor bo se pojavil res ugoden razpis, taki razpisi tudi so že bili, no, z 100% sofinanciranjem, no, v tem primeru bi pa v bistvu ta stolp obudili. Kdaj bo to, ne vemo, no, razpisi, zdaj se prihaja tudi volitve, bo nekaj mrtvega teka strani države. Teda stolp je v bistvu ideja, ki je zrasla na osnovi delavnic stroke, pravzaprav iz Danske je bila ta ideja, no, razglednega stolpa, ki predstavlja, to je bilo mogoče malo slabo skomunicirano, no, stolp bi bil v bistvu prikaz tehniške dediščine, stolp bi bil del muzeja, zato je bila tudi ena lokacija lahko znotraj, torej te našega območja 5000 kvadratov, da bi ljudje, ko si pogledajo pač mati fabriko in to, šli pač še pogledati realno zdajšnjo podobo mesta Ravne oziroma železarne, ne da bi bil tu ob krožišču, no, da bi bil del tiste strukture, kar pa svoje spet neko sklajevanje za Zavodom za varstvo kulturne dediščine, no. Teda tu so bolj neki razvojni nastavki za naprej, bi jaz rekel. No. Ne pa konkretna ideja, ki bi bila jutri za realizirati. No. Ja, zdaj stolp bi bil okoli v tej fazi 50-metrski, no, okolikor pa se bo iskala druga rešitev, pa je lahko še višji, no, da v bistvu se res vidi z višine. Tudi lokacija ob tem krožišču je bil mišljen, no, ni najbolj posrečena, no, ker stolp potrebuje vendarle neko, bi rekel, recepcijo, potrebuje sanitarije in podobno, no. To vse štafarije je že in bi se lahko kombiniralo. To je zdaj za nedoločen čas odloženo. Ni aktualno, tudi v rebalansu proračuna ni več pa nič. No. A so kakve velike finančne spremembe v rebalansu? Ne, v velikih ni bilo, razen to, kar sem prej govoril, no, vrtec Kotlje je bil nešen, pa te prilagoditve sanacij. Kaj? Dokumentacija od 2026, ja, teda ni bilo. Rebalans je bil bolj tak, bi rekel, bolj tehnične narave, kot pa kaj bistvenega za občino kot celoto. No. Ivarčko, ne vem, če ste opazili, no, se zdaj čisti, sama voda se čisti strani našega javnega podjetja. Novo je to, da smo dokončno videli, no, da čeprav so še v aprilu govorili, da bo letos poslovni sporazum sklenjen med lastnikom in pa najemnikom, ker smo mi nekako koordinirali te aktivnosti, da letos očitno bo, če bo sklenjen pač čez poletje oziroma jeseni, kar pomeni, da se ne bo kaj zgodilo z njihovih strani in smo mi pač zdaj posegli v mesecu konec junija, no julija, očiščenje jezera, ki je pravzaprav neko vrsto javno dobro oziroma javna raba, teda to je novo, no, da čakamo na ta dogovor, zaenkrat še obe strani govorita, da do dogovora bo prišlo, da je stvar samo še pravnega pregleda, pravne presoje, da poslovni model 15-letnega najema z investicijo okrog 3 do 5 milijonov evrov je dogovorjen. To so pač ustne informacije oziroma tudi pisne. Računamo, da ta dogovor bo še vedno možno. Zdaj, če bo propadlo, bomo to jesen izvedli, pa iskali neke druge rešitve. Začasno pa, kot rečeno, smo dali v najem preko javnega poziva gostinskemu lokalu, ki je bil že lani. To pomeni, da osnovna gostinska ponudba na jezeru je. Kopanje bo tudi omogočeno, pomoli so novi, sanitarije so. Jezero pa bo do te mere ščiščeno, da bo kopanje na lastno odgovornost možno. No.
Ne, smo kar v redu, bi rekel, smo kar v redu odstranili mulj. V samem jezeru se je seveda za desetletje nabiral mulj, to pomeni zemlja v vodi, no, oziroma taka glina, to zgleda, iz tistega mulja rastejo rastline in ni bilo dovolj, da bi mi tisto rezali z neko mrežo, ampak smo zdaj to dejansko z gradbenimi stroji odstranili. No. Kar nekaj kubikov materijala se je prejšnji teden odstranilo, sledi še več odstranitve z namenom, da se ta, bi rekel, površina, ko prijete na jezero, pa med pomoloma dejansko, da je lepa, no, da je v bistvu privlačna za kopalce. Pred leti so bile pač polemike glede čiščenja Ivačkega zaradi nekih zaščitenih alg oziroma in da takrat se tudi ni smel posegati za samo dno, teda zdaj je to pač bilo možno. Ja, polemika je bila v smislu, če se bi jezero izpraznilo. Če se to čisti samo material iz jezera, kjer v bistvu voda nazaj odteče, pa tudi vsa živa bitja, ki so tu zaščitena, imamo na občini pisne pogoje, če se jezero sprazni. Takrat moramo pač v bistvu paziti, da se neke rastline pol nazaj naselijo, alge ne, no. Ampak rastline pa in tudi seveda ribe in ne vem, so kakšne želve še notno. Zdaj jih dolgo ni kdo videl, no, tudi sam ne. Tam je strožji pogoji. Če se jezero recimo jeseni ali pa spomladi dejansko izsuši. Medtem ko to, ko se pa to čisti, je pa to v bistvu redno čiščenje. Tako kosimo park, smo pač očistili jezero. No. Teda ni bilo posebnih režimov. No. Tu bo stroški dela, pa najema strojev, so no to recimo, da govorimo o rangu velikosti, par tisoč evrov. No. Do 5000 evrov računam, da stroj je bil gore na 20 ur, pa 5 ljudi našega javnega podjetja, no, teda to ni. Ni enormni strošek, ja, komunalno podjetje je to vodilo. Ja, komunalno te ravne. Zdaj se verjetno te niso kopali še letos ljudje. Ljudje so se včeraj kopali, ja. Ja, jaz sem bil včeraj grno, ko je bilo še toplo. Danes sicer malo dvomim, no, ampak vse se kopajo ljudje, ja. Se kopajo, torej osnovna gostinska ponudba je, tako. komunalno podjetje tudi ureja, okolico pa To je lepo pokošeno trenutno, se bo kosilo čez poletje, spadki se srednjajo, ljudje so hodijo, no, Ivačko je kar čez vikende obiskano, no, malo reči, no. Tudi kolesari se, pešci so, tudi kopalci so, tuji turisti so bili včeraj recimo tudi grno. Tudi Ivačko je nek naravni magnet, no, kljub tej skromnejši ponudbi, ki je, tudi ta najemnik, ki je zdaj novi dobo, kot rečeno, do konca septembra najemno pogodbo, pripravlja določene koncerte, no, manjšega značaja, postavlja klopi, gostinski lokal, sladoled, tako da bo nekaj, rekel, živega. No. Tudi mislijo obratovati ne samo čez vikend, tudi čez teden, ampak so tu je, če je lepo vreme. No. To je, rekel, res velika korelacija lepega vremena pa obiska Ivačkega jezera. No. Na Rimskem, tam blizu se pa gradi, ja? V Rimski se dogaja gradnja, ja, zdaj so že visoko, no, leseni objekt, vidite, zdaj je to gradbeno konstrukcijo, tu je časovnica tudi poletje 2026, tu so pridobili evropska sredstva za sofinanciranje, teda hotel lepo raste, no. Tudi časovnica, ker imajo roke ministrstva, no, zaenkrat ne pravijo, da bi bilo kaj problem. Da je Rimski raste, no. In če uspeš dati poslovni dogovor med Rimskim, mislim, na Ivačkem jezeru, bo ta v bistvu obe lokaciji v smislu nekega skupne ponudbe po Duršlo goro, v bistvu obe posodobljeni, no. Koliko naravne turističnih postelj, leta mogoče? Zdaj smo imeli najreda strategijo, tam je najbrž not analize, ja. Postelj mislim, da je okrog 300, ko se vse skupaj šteje, ja. Dobi občina nekaj iz turistične takse, verjetno? Ja, tam dobimo okoli 15 000 evrov, no, smo neka sredina v Koroški regiji, no. To smo imeli vesna na... Ja, se ne, ampak niso tako podrobno, ali? Ne, noter je, v dokumentu je. Ja, taksa je napisana. Ja, taksa pa število nočitev je, pa tudi to je vse not, ja. Smo neka sredini Koroške. Da si vam povedate, in od Rimskega in od Ivačkega. Ja, tu se bojo v obeh primerih zgradile nočitvene kapacitete, no. Te se nekako v turizmu najbolj štejejo za rekel, in potencial turizma in turistični uspeh, no. Sicer Rimski vrelc bi si želeli večji, no, ampak investitorka se je odločila tu za okrog 40 postelj maksimalno, no. Pa tudi samo Ivačko računa načrtuje okoli 20 hišk, 24, okrog 80 posteljna kapaciteta, recimo, no. Zdaj, če se v hišo 6 ljudi stisne. Teda tu bo recimo grobo rečeno okoli 100 do 130 novih postelj, no. Gre bolj za butični tip turizma na obeh lokacijah. Se pa zna kak ponudnik pojaviti potem, no, ko začne zadeva živeti, no, če bi
se je došel odločil za nočitvene kapacitete. Kaj pa tisti glamping od... Aha, to še prije tudi, ja. Na Rimskem vrelcu, ja. Kaj pa ta pri Poseki, a to pa živi? To živi, zaenkrat nikakih informacij, da bi kdo karkoli razmišljal o kakih spremembah, tu živi, no. To se nam šteje tudi te kapacitete, seveda, ki jih naravnah imamo. Natura fina rezort, ja, tako. Tako, tudi mi smo dobili ponudbo na občino, da če ga želimo kupiti, no, ko smo to preračunali, se pol ZKŠTM oziroma direktor ni odločil, da bi šel v to smer še bolj aktivnega turizma, no, ker oni upravljajo z mladinskim hotelom Punkl. Ampak ja, ponudba je prišla in na trgu je bila, no, in tudi občina je dobila. Ponudil s popustom. Punkl pa tudi živi verjetno. Punkl se kar polni, ja. Mislim, da je bila številka 6000 na zadnje, ko smo gledali nočitev na leto, no. Ja, ker ima tudi konice, no, ko je popolnoma poln, pa tudi mogoče ni čist poln. Tako to pa turistične kmetije, ne? Turistične kmetije, hotel Dela Lut, turistične kmetije, apartmaji določeni, ja. Punkl, tako. Pa nek safari, da nastrojeni. To moramo pa še tudi, ja. Ste poročali že mediji o tem, ja, to je na novo. Ja, tu bi tudi želeli, recimo alpake pa to, ko so, da bi tudi nočitvene kapacitete razvili, no. Ker nekaj davnosti imajo, nimajo pa še tega, no. Imajo dnevne ponudbe, da bi šli v to, pa še niso šli, no. Vse po mojih podatkih, ne, no. Če na kaj spodbuja, recimo, a daje za te namene letno, recimo, da bi dala za nastanitvene kapacitete turističnega razpisa? Ne, to nimamo. Mi imamo zaenkrat samo zaposlovanje, če se to samo zaposli, naredi podjetje ali SP, no, potem dobijo subvencije občine, prav za nočitvene v tem trenutku nimamo, no. Ja, hvala vam za udeležbo, no. Ja. Se vam, Tanja.